Ena izmed redkih napak tega avtomobila je, da ni moj. In da se vsi, ki me v njem vidijo, sprašujejo, odkot mi denar za takšen prekrasen kos pločevine. Odkar je kontroverzni Bengal zapustil stolček šefa oblikovalcev in je v njegove čevlje stopil Van Hooydonk, je Nizozemca čakala težka naloga. Izdelati markanten avtomobil, hkrati pa nazaj privabiti vse tiste ljubitelje znamke, ki jih je drzni Američan s prejšnjo petico odgnal. In uspelo mu je. Novi BMW serije 5 je na skoraj vseh svojih 5 metrih pravi nakit za vsakega moškega. Ker se bavarci že nekaj časa poigravajo številkami, boste iz oznake 525D razbrali le to, da gre za dizelski agregat, ne pa tudi, da je motor dizelski vrstni 3-litrski 6-valjnik iste prostornine kot v že preizkušenem 530D. Le da so mu tu konjenico obglavili na 204 konje oziroma na 150 kW. S ceno 46.300 evrov je tako za 4.000 cenejši od 530D in prav toliko dražji od le 15 kW šibkejšega 520D. Okolje je vrhunsko in lega prav tako. Zlasti, če se boste odločili za nastavljivo podvozje, ki ga vsekakor priporočam, saj močno spremeni karakter avtomobila. Torej, glavno vprašanje, vzeti 530D ali 525D. Če ste pripravljeni doplačati dobra 2.500 za ta odličen menjalnik, dobra 2.000 za usnjeno oblazinjenje in 2.000 za navigacijo, se bodo našli tudi še 4.000 za 530D. Mi ga vsekakor priporočamo. Ta motor sicer ni podhranjen, ni pa tako navdušujoč kot 530D in ob znesku preko 60.000 vem, da boste sem ter tja želeli pokazati, da vozite odličen avtomobil. S 530D vam bo to vsekakor uspelo, s tem pa stvar ni več tako samoumevna. Pri znesku preko 60.000 evrov porabo goriva ni posebej pomemben faktor, a 525D porabi malo. Okoli 8 ali 9 litrov. Je pa res, da tudi 530D prav nič več.